Čez noč je Rusija povzročila prve žrtve pri zavezniku NATO, odkar se je začela invazija na Ukrajino, čeprav NATO ni aktiven udeleženec v konfliktu. A to je le zadnji v nizu incidentov, ki niso povsem prodrli v osrednje medije, glede na omejen prostor, s katerim danes razpolagajo. Kljub temu je večja zgodba polna spletk. Ukrajinski droni napadajo baltske države. In ja, prav ste slišali. Predsednik vlade odstopa in splošno pomanjkanje razumevanja javnosti o tem, kje je prava grožnja za NATO. Torej, danes se mi pridružite, ko bom najprej razložil, kaj se je zgodilo z bombardiranjem romunskega stanovanjskega bloka. Nato pa bom to postavil v kontekst vsega drugega, kar se dogaja v našem svetu, polnem dronov. Preden zaključim z razpravo o najboljših protiukrepih, ki jih ima NATO na voljo. Začnimo pa z dejstvi. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Bil je pač en običajen petek, kar je pomenilo, da je bila Ukrajina znova tarča ruskega napada z droni. Tokrat je bila ena od tarč skrajna jugozahodna točka države. Ruski droni niso ravno znani po svoji natančnosti, Ukrajina pa jih moti, da je težava še večja. Včasih pa to vodi do neželenih posledic in točno to se je zgodilo tukaj. Približno ob 1:54 zjutraj so romunski radarji opazovali, kako je dron vstopil v državo, potem ko je prečkal mejo nad ukrajinskim mestom. Dron je zadel 10. nadstropje stanovanjske stavbe, le približno 16 km v romunskem ozemlju. 2 osebi sta bili poškodovani v eksploziji, vendar ni bilo smrtnih žrtev. Kot bomo kmalu obravnavali, ima Romunija dokazano sposobnost prestrezanja takšnih dronov in dejansko je v ta namen poslala v zrak 2 letali F-16 in helikopter. Vendar pa je bilo v skladu z dolgoletno politiko odločeno, da jih ne uničijo. Ob predpostavki, da je bila pot drona ravna, je bilo le približno 5 minut med tem, ko je dron prečkal mejo in ko je dosegal stanovanjski kompleks. Ni veliko odprtega prostora, kjer bi lahko uničili dron, ne da bi pri tem tvegali žrtve zaradi razbitin. Poleg tega se včasih ruski droni obrnejo in ponovno postanejo ukrajinski problem. Zato pristop čakanja in opazovanja. Edini problem tukaj je, da je bilo pri takšnih incidentih veliko čakanja in opazovanja. Na tej točki je težko slediti celotni zgodovini. Naj vam podam okviren povzetek. Za Romunijo je to bil 28. vdor drona od začetka invazije. Toda Romunija pri tem ni osamljena. Prva vzporednica, ki vam lahko pride na misel, je dogajanje iz septembra 2025, vdori dronov na Poljsko, zaradi katerih je NATO sprožil posvetovanja po 4. členu. In končno izvedba operacije Eastern Sentry, ki je trenutni sistem NATO za obravnavo kršitev zračnega prostora, povezanih z vojno. Pred samo 10 dnevi je prišlo do še enega incidenta z dronom in ta je bil verjetno najbolj NATO dogodek, kar se jih je kdaj zgodilo. Dron je preletel iz ruskega zračnega prostora v Estonijo. In če ste rekli, da bi bila najbolj naravna reakcija na to, da bi romunski F-16 vzleteli iz Litve, da bi jih prestregli, potem čestitke. Preveč časa ste razmišljali o kolektivni varnosti. Ampak točno to se je zgodilo. In bilo je uspešno, in izvedeno je bilo relativno poceni, kljub vztrajnemu mitu, da Zahod počne samo to, da izstreljuje rakete Patriot na drone. Po ene strani incident dokazuje, da ima NATO prestrezne zmogljivosti, ki jih potrebuje. Ključna razlika je bila v tem, da je bil dron nad nenaseljenim območjem Estonije, kar je romunskim pilotom omogočilo, da so ga lahko varno uničili, kar pa romunski piloti nad Romunijo niso imeli te možnosti. Po drugi strani pa sem najpomembnejše pustil za konec. Najbolj zanimiv vidik te zgodbe je, da to ni bil ruski dron. To je bil ukrajinski dron. Zdi se, da Rusija poskuša motiti ukrajinske drone in jih namerno preusmerjati v zračni prostor NATO, domnevno zato, da bi ustvarila razdor med Ukrajino in zavezništvom. No, vse, kar je do zdaj povzročilo, so politične težave za voditelje, ki ne zavzemajo dovolj odločne obrambne drže. Predsednik vlade Latvije je 14. maja odstopil zaradi škandala, ki se je zgodil teden dni prej. 3 ukrajinske drone so prečkale mejo v Latvijo. Vendar latvijski radarji teh niso zaznali pravočasno, prebivalci pa so prejeli opozorila v sili šele 1 uro potem, ko je eden izmed njih trčil v skladišče nafte.
Zato Latvija trenutno išče novega predsednika vlade. In če smem tu na kratko skreniti, je možno, da ste celotno zadevo spregledali. O tem se je izjemno malo poročalo, še posebej na moji strani Atlantika. To se zgodi, ko se mediji odločijo pokrivati vsako nepomembno besedo, ki jo izreče Trump, čeprav bi morali le za 2 sekundi pokazati na napis in nadaljevati s svojim življenjem. Še vedno se mi zdi fascinantno, kako je povsem običajno, da ljudje opisujejo Trumpa kot strateškega in iracionalnega. Kljub temu pa svet kot celota na nekoga z neprimerljivo željo, da bi bil v središču pozornosti, odgovarja tako, da ga nenehno postavlja v središče pozornosti. Kakorkoli, kar naredi trenutno situacijo edinstveno, je to, da so ruski droni prvič povzročili žrtve v državi članici NATO. Moral sem biti previden pri izbiri besed, ker se morda spomnite, da sta novembra 2020 na Poljskem umrli 2 osebi, vendar je bilo to zaradi ukrajinskih prestreznikov, ki so zašli s poti in zadeli poljsko kmetijo. Tokrat pa je za incident neposredno odgovorna prav Rusija. In to vodi do naslednjega vprašanja. Torej, kako bosta Romunija in NATO kot celota odgovorila na to situacijo? Tukaj bom malo preskakoval med temami, ker javno dojemanje dogajanja ne ustreza resničnim dejanjem NATO. Poleg tega pa obstaja tudi vrzel v razumevanju, kaj je tukaj prava strateška skrb. Naj začnem s svojo kritiko. Evropa je preveč osredotočena na rezultat in premalo na proces. Nekaj podobnega, kot se je zgodilo v Romuniji, bi se slej ko prej moralo zgoditi. Ne morete preprosto dovoliti, da droni letijo v druge države in ne pričakovati, da bo prej ali slej kdo poškodovan. Vsakeč, ko pride do kršitve zračnega prostora in se vse dobro izsveče, je to le še en vrtljaj rulete, ki se po sreči ustavi na vaši številki. Ponovno, pravi poudarek mora biti na postopku, ne na izidu. In postopek je, da vse te drone ustavimo veliko prej. Situacija na severu je težka, ker obstajajo neločljive omejitve glede tega, kaj lahko NATO tam stori. Nihče v Evropi ne bo Ukrajini rekel, naj preneha poskušati bombardirati rusko naftno infrastrukturo. No, v redu, skoraj nihče v Evropi in eden manj kot pred nekaj meseci. In na neki ravni moramo stopiti korak nazaj in ceniti prebrisanost Rusije, ki poskuša ustvariti politični kaos s tem, da ukrajinsko orožje poškoduje cilje NATO. Bistvo je, dokler Kremelj ne dovoli NATO, da vzpostavi obrambne položaje znotraj Rusije, je treba vse narediti na zahodni strani meje. Rešitev je Eastern Sentry in rešitev deluje glede na omejitve tam zgoraj. Vendar pa je letenje proti Poljski in Romuniji povsem druga zgodba. Obe državi imata več prostora za manevriranje, ker imata obe Ukrajino kot varovalni pas. Ruski droni nikoli ne bi smeli priti blizu poljske ali romunske meje, saj bi morali biti uničeni precej bolj vzhodno, globoko v Ukrajini. Zdaj imate od tam 2 možnosti. To lahko storite sami, ali pa lahko to v vašem imenu prepustite Ukrajini. Bili so časi, ko je bilo smiselno, da so države NATO vzele stvari v svoje roke, vendar mislim, da smo to že presegli. Trenutno se zdi, da ima Ukrajina presežne zmogljivosti za proizvodnjo prestreznikov. Kar ji manjka, je nabor virov, da bi lahko v celoti izkoristila te zmogljivosti. Evropa bi lahko storila več, da bi Ukrajini vnaprej zagotovila sredstva prav za ta namen, da bi ustvarila boljšo mrežo proti dronom, zlasti v zahodnem delu države. Ukrajina ne bi smela imeti težav z zagotavljanjem kadra za te enote, saj so to razmeroma privlačna vojaška mesta. So daleč od frontne črte in tveganje smrti je zelo nizko. Eastern Sentry bi moral še vedno delovati na južnem delu vzhodnega krila NATO, vendar ne bi smel biti tako aktiven, kot je trenutno. Ukrajina to lahko stori. To bi bil učinkovit ukrep in bi bil zelo nizko na lestvici stopnjevanja z Rusijo. Ko govorimo o lestvicah stopnjevanja, je zgodnja reakcija, ki sem jo videl na spletu, ta, da NATO ne naredi dovolj. Posamezne evropske države ne naredijo dovolj in zdaj je treba postaviti jasno mejo, da Rusija ne bi še naprej izkoriščala Zahoda. Če danes še niste videli poziva k aktivaciji 5. člena, ga boste kmalu. Pustimo ob strani.
da 5. člen nikoli ni bil namenjen za takšen incident, kjer ni jasnega namena v ozadju. Pustimo ob strani tudi to, da se posvetovanja po 4. členu morda ne bodo zgodila prav zaradi Romunije. Možno je, da bi bila ta posvetovanja dejansko odveč, saj so se že zgodila lani, kar je tudi razlog, da je bil vzpostavljen Eastern Sentry. NATO meni, da je preveč grob pristop napačen. Da vem, da imajo evropski voditelji sloves, da izrekajo veliko politične kritike brez moči, da bi tem besedam dali pomen. Toda to je en primer, ko je to smiselno. Če se ta celotna stvar z Romunijo ne bi zgodila čez noč, bi bil današnji video raziskava priprav, ki jih NATO izvaja za obrambo pred resničnim ruskim udorom. To bo zdaj jutrišnja izdaja Geopolitics Helpline. Seveda, če v naslednjih 24 urah ne bomo imeli še ene politične krize. Ne glede na vse, kot pogosto poudarjam v svojih videih, je ena ključnih točk, ki sem jih nameraval izpostaviti, ta, da ima Putin težave z zbiranjem dovolj sil za nadaljevanje vojne v Ukrajini. Kaj šele, da bi izvedel invazijo na katero od baltskih držav. Najboljša in morda edina rešitev za Kremelj je, da širšo rusko javnost prepriča, da je NATO grožnja njihovemu vsakdanjemu življenju. Nočem namigovati, da je Rusija namerno zadela Romunijo. Čeprav je to mogoče, je veliko bolj verjeten scenarij, da Rusija ne zna programirati svojih dronov tako, da bi ti zadeli izključno ukrajinske cilje, poleg tega pa nima pravega motiva, da bi si prizadevala to spremeniti. A zadnja stvar, ki si jo kdo v Bruslju želi, je, da bi Zahod pretirano reagiral na situacijo in s tem Putinu omogočil popolnoma izogiben učinek zedinjenja javnosti okoli oblasti. Tako lahko, poleg 5 člena in poleg 4 člena, stavite, da so se uradniki NATO danes odpravili v spodnje prostore, da bi imeli velik pogovor o tem, kako odgovoriti. Ker je to glavna naloga sedeža NATO, politično usklajevanje zaveznikov glede vojaških zadev. In tukaj gre politično usklajevanje za to, da ne nasedejo pasti, ki je Kremelj morda sploh ni nameraval nasraviti. Ali je trenutna situacija idealna za Zahod? Ne, absolutno ne. Vendar živimo v svetu strateških omejitev in včasih ne moremo izbirati natančne situacije, v kateri se znajdemo. Dobra novica za Evropo je, da je situacija obvladljiva in da se, tudi obvladuje. Medtem, ali ti je uspelo preveriti seznam predvajanja Geopolitics Helpline na mojem drugem kanalu? Zdaj je odličen čas, da začneš, saj bomo jutri šli veliko bolj v globino glede prizadevanj Zahoda, da ne bi Kremlju preprosto dali brezplačne propagande, ki bi jo lahko razširili med preostalo rusko domačo javnostjo. Za zdaj pa, če ti je bil današnji video všeč, prosim všečkaj, deli in se naroči. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.